Dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni na oddelku za slovenistiko. Moje ime je Mateja Pezdirc-Bartol in sem predstojnica oddelka za slovenistiko. Danes pa so z mano tudi profesorji in profesorice, sodelavci in pa seveda študentske predstavnice, tako da vam bomo skupaj skušali pripraviti eno tako lepo popoldne, kjer boste dobili vse ključne informacije, ki vam bodo potem v pomoč pri odločitvi za študijsko pot. Da si boste predstavitev lahko ogledali tudi še kdaj kasneje, jo bomo posneli. Snemanje pa je naravnano tako, da snemamo samo govorce in pa deljeno gradivo. Po koncu te neke uradne predstavitve, ki bo trajala približno uro, bodo študentske predstavnice tukaj še na voljo, da jih boste lahko vprašali kakšne stvari oziroma se tudi še malce neformalno, virtualno podružili. Zdaj bi pa kar začeli potem s predstavitvijo, še to bi rada rekla, da če imate kakšno vprašanja, lahko že vprašate sproti ali pa tudi vprašanja napišete v klepetalnico. Zdaj pa samo delim z vami zaslon, boste povedali, če se vse dobro vidi. Vidite? Je? Ja. Ok, super. Takole se vstopi v avlo Filozofske fakultete in potem greste po stopnicah v drugo nadstropje, kjer se nahaja oddelek za slovenistiko. Na prosojnici imate nekaj podatkov o vodstvu oddelka, vse te informacije lahko najdete tudi na spletni strani oddelka, kjer vas čaka tudi študijski program, predstavitveni zbornik, nekaj fotografij, tako da seveda kdaj kasneje, če boste te informacije še iskali, samo v brskalnik vtipkate oddelek za slovenistiko. Bomo najprej začeli takole s prvim vprašanjem, kaj vse omogoča oddelek za slovenistiko. Kaj torej ta oddelek pomeni in kaj ponuja študentom in seveda tudi širši javnosti. Na oddelku za slovenistiko lahko študirate torej slovenski jezik in književnost na vseh 3 stopnjah. Pomeni diplomski, magistrski in doktorski. Na oddelku se ukvarjamo z raziskovanjem slovenskega jezika, slovenske književnosti in pa didaktike slovenščine. Oddelek vključuje tudi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. S centrom seveda se še posebej odpiramo v mednarodni prostor. Oddelek ima tudi bogato knjižnico in pa tudi program Leto plus, ki je namenjen tujim študentom. Pa seveda še mnogo različnih drugih dejavnosti. Vse to, kar sem naštela, nas seveda postavlja na zemljevid sveta kot središče, torej slovenistično središče za celoten svet, na kar smo seveda še posebej ponosni. In če ste se kdaj spraševali, od kdaj obstaja oddelek za slovenistiko, to je oddelek z zelo dolgo tradicijo, ki sega v sam začetek Univerze v Ljubljani. Torej v leto 1919, 3. decembra ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani je imel uvodno predavanje prav profesor slovenistike Fran Ramovš. Zdaj pa seveda si zastavite vprašanje, kaj bom torej jaz študiral, če bom vpisal slovenistiko. In vam bom skušala to ilustrirati na primeru. Sama predavam slovensko dramatiko in gledališče, zato bo tudi primer iz dramatike. Izbrala sem dramo 1981, ki jo je napisala trenutno najvidnejša slovenska dramatičarka. To pa je Simona Semenič. En zelo kratek odlomek, na podlagi katerega bom skušala ilustrirati, torej kaj počnemo na oddelku za slovenistiko. Odlomek gre pa takole. In potem se vse zavrti. Se zavrti nazaj in naprej, se zavrti kot v filmu. Roko na srce, ne more se zavrteti kot v filmu, kaj ne, dragi gledalci? Tule na odru se lahko bolj klavrno zavrti. Edino, če imamo vrtljiv oder, potem ja. Potem se lahko za spoznanje zavrti. Ampak to bi bil bolj beden vizualni efekt, a ne da? Lahko se torej potrudimo s svetlobnim efektom. Žmrk, žmrk.
Lahko pa si vse skupaj samo predstavljamo. Si predstavljamo Borisa, kako sedi sredi zakajene kavarne, si predstavljamo, kako se potem vse skupaj zavrti, se zavrti tako, da Boris ne ve več, kje je in kaj počne. Predmeti, ki se ukvarjajo s književnostjo, bi si seveda ob takšnem odlomku najprej zastavili vprašanje, kaj to sploh je. Je to dramsko besedilo, je to odlomek iz romana, je to glavno besedilo, je to stransko besedilo, kdo pravzaprav to govori, kako bomo to uprizorili. Potem pa tudi širše vprašali bi se, kaj je značilno za slog pisanja Simone Semenič. Vprašali bi se, kako poteka prostor in čas v tem dramskem tekstu, kaj je glavna ideja besedila, katere literarne vrste in zvrsti poznamo in tako dalje. Na drugi strani pa bi se jezikoslovci spraševali, kakšna je skladenjska podoba odlomka, besedotvorne značilnosti, morfološke, fonetične, raziskovali bi zvrstnost jezika, jezikovno poetiko in podobno. Obe te dve veji raziskovanja pa bi se srečali ob uprizoritvi. Na odru, ko imamo gledališkega lektorja, bi upošteval vse našteto, ko bi oblikoval jezikovno podobo nastopajočih oseb. Seveda pa na fakulteti, na oddelku za slovenistiko, ob takšnih besedilih razmišljamo tudi širše. Zastavljamo si vprašanja, povezana z recepcijo, torej kako besedilo učinkuje na bralca, na gledalca. Sprašujemo se o tem, kakšna je moč umetnosti danes, kako umetnost osmišlja moj vsakdan. Skratka, študij na oddelku za slovenistiko je zelo široko zasnovan in vam da eno tako, bom rekla, zelo široko humanistično izobrazbo. Če si torej pogledamo, kaj vse nam ponuja študij, torej ukvarjamo se s slovenskim jezikom, slovensko književnostjo in tudi kulturo širše. Predvsem pa poleg temeljnega teoretičnega znanja ponuja tudi zelo veliko čisto praktičnega uporabnega znanja, ki ga že tekom študija razvijate s pomočjo seminarjev, pisanja kritik, manjših raziskav, mednarodnih projektov, mednarodnih izmenjav. Skratka, lahko ste dejavni na zelo različnih področjih. In pa seveda študij vam omogoča tudi oblikovanje lastnega profila z izbirnimi vsebinami. Študij torej poteka najprej na prvi stopnji, to je ta moment, ki čaka vas, pred katerega ste zdaj postavljeni, torej vpisali se boste v prvi letnik, v prvo stopnjo in ta prva stopnja traja 3 leta. Potem sledi druga stopnja, torej magistrski študij, ki traja še 2 leti. Tisti pa potem, ki želite, pa se lahko vpišete še na doktorski študij. Najpomembnejše vprašanje, pred katerega so dijakinje ste postavljeni, je seveda, kaj izbrati. Imamo možnost enopredmetnega študija ali pa dvopredmetnega študija. V čem je razlika? Enopredmetni študij, enopredmetna smer v celoti poteka na oddelku za slovenistiko. Medtem ko dvopredmetna smer polovico ur prinaša oddelek za slovenistiko, polovico ur pa neka druga smer. Ta druga smer je lahko katerakoli ponujena na filozofski fakulteti. Lahko je to, pogosto je to nek tuj jezik, lahko je to nek velik jezik, angleščina, francoščina, lahko gre za slovanske jezike. Zelo pogosta kombinacija je slovenščina in primerjalna književnost. Lahko izberete slovenščino in bibliotekarstvo, zgodovino, geografijo. Skratka, popolnoma vse možnosti, ki jih fakulteta ponuja, so vam na voljo. Zdaj, pri enopredmetni smeri je potem večina predmetov na oddelku za slovenistiko, kar pomeni, da je
tudi na voljo več izbirnih predmetov, lektorati slovanskih jezikov, več seminarjev. Tisti, ki vas zanima torej področje slovenistike in samo slovenistike, potem je smiselno, da izberete eno predmetno smer. Tisti, ki pa vas poleg slovenistike zanima še eno drugo področje, potem izberete dvopredmetno smer. Študentje pogosto sprašujejo, kako je potem organiziran pouk, če imate dve različni smeri. Zagotovo se kakšen predmet prekriva, ampak to se je prekrivalo že, ko smo mi študirali, se prekriva tudi zdaj, ampak to so stvari, na katere so profesorji pripravljeni, tukaj vam pomagajo, dogovorite se, tako da se te stvari vedno potem individualno rešuje. Zdaj, kaj lahko počnete, ko končate prvo stopnjo? Po prvi stopnji torej imate že možnost zaposlitve. Te možnosti, nekaj idej je naštetih na prosojnici. Je pa res, da se večina študentov potem vpiše naprej na drugo stopnjo, tudi mi spodbujamo vpis na drugo stopnjo, ampak če se odločite, da boste samo diplomirali in končali, potem vas čakajo različni možni poklici, od protokola, vse, kar je povezano s promocijo slovenske književnosti in jezika, kulturno animacijo in pa seveda določena manj zahtevna dela v založništvu, medijih, različnih kulturnih ustanovah, oglaševanju, turizmu in podobno. Vsi tisti, ki pa se boste potem vpisali na drugo stopnjo, pa vas čaka takrat še ena pomembna odločitev. In sicer, ali izbrati pedagoški program ali nepedagoški program. Pedagoški program je namenjen vsem tistim, ki vidite kot svojo poklicno prihodnost poučevanje. Poučevanje je možno na vseh ravneh izobraževanja. Torej, tako v osnovni šoli na predmetni stopnji, v gimnazijah, srednjih šolah, kot seveda tudi učenje slovenščine kot tujega jezika na različnih tečajih doma in po svetu. Rada bi opozorila še to, da poučujete lahko samo s končano drugo stopnjo. Po prvi stopnji se ne morete zaposliti kot učitelj. Vsi tisti, ki pa vas bolj zanima raziskovanje, ki se ne vidite kot učitelji, pa potem izberete nepedagoški program. Zdaj, seveda, če izberete nepedagoški program, potem je spet več vsebin, ki so usmerjene v pisanje, raziskovanje, lektoriranje, medtem ko pedagoški program ima velik del vsebin posvečen didaktiki, torej načinom poučevanja in dela z dijaki in učenci. Ko končate torej enopredmetni pedagoški ali dvopredmetni pedagoški, torej še enkrat dobite naziv magister profesor slovenistike oziroma profesorica slovenistike, dvopredmetni še nekaj zraven in to, kar sem povedala, torej lahko poučujete na vseh ravneh izobraževanja. Seveda pa to ne pomeni, da ne morete biti raziskovalci. Seveda ste lahko tudi raziskovalci, lahko delate tudi v založništvu, to se ne izključuje. Vsi tisti pa, ki se boste odločili za nepedagoško smer, pa seveda so potem poklicne možnosti naslednje, lahko je to raziskovalno delo, uredniško delo, veliko naših študentov, magistrantov dela potem v novinarstvu, lahko gre za lektoriranje v kulturnih ustanovah, kot prej sem že omenila, gledališki lektor, lahko gre za državno upravo, lahko gre za različne oglaševalske dejavnosti, turizem, tudi gospodarstvo, tudi podjetništvo. Imamo kar nekaj, ki se odločijo in so samostojni podjetniki in recimo odprejo potem podjetje za prevajanje ali kaj takega.
Trenutno so zaposlitvene možnosti z našega področja odlične, učiteljev primanjkuje, poznavalcev slovenskega jezika in književnosti primanjkuje, tako da mi praktično vsak teden dobimo prošnjo s kakšne šole, če kakšnega študenta višjih letnikov posodimo, sploh zdaj v covid časih, da vskoči, nadomesti kakšno bolniško, in lani potem je marsikdo tako že takoj septembra ga je že čakala tudi služba. Bi rada poudarila še enkrat, torej, da gre za študij, ki ima res neko široko humanistično izobrazbo ponuja in da zato potem tudi na trgu dela se naši magistranti in magistrantke lahko zaposlijo na zelo raznolikih področjih. Še nekaj besed o zasnovi študijskega programa. Tukajle imamo tak trikotnik, vrh sestavljajo obvezni predmeti, to so temeljni predmeti, predmeti, ki so skupni vsem študentom, ne glede na to, kaj izberete, eno-, dvopredmetno smer, pedagoško, nepedagoško, torej gre za neka temeljna znanja. Potem pa seveda sledijo strokovni izbirni predmeti, tukaj pa seveda se lahko že sami usmerite, glede na to, kaj vas najbolj zanima, izberete več predmetov s področja literature ali več predmetov s področja jezika, mogoče vas bolj zanima proza, mogoče bolj poezija. Skratka, tukaj imate možnost sami oblikovati po svojih željah svoj profil. Potem pa še ta zadnja skupina so pa prostoizbirni predmeti. Vsak letnik vključuje vsaj en takšen predmet, to je pa predmet, ki ga lahko izberete iz košarice vseh predmetov, ki so ponujeni na Filozofski fakulteti. Torej, ta predmet je lahko tudi na geografiji, lahko je na bibliotekarstvu, lahko je na neki drugi smeri in to je tisto, kar vam potem daje tudi neko širino. Skratka, zdaj, če še enkrat ponovimo to, kar zdaj že veste, če se odločite za študij slovenistike, torej izberete enopredmetno smer ali pa dvopredmetno smer. Torej, enopredmetna smer pomeni predmete na oddelku za slovenistiko, je več tukaj obveznih predmetov, več strokovnih izbirnih, več splošnih izbirnih, več samostojnega seminarskega dela. Na drugi strani dvopredmetni študij že sam po sebi pomeni izbiro dveh smeri, zato je potem teh izbirnih vsebin manj, ampak še zmeraj tudi dvopredmetni študij omogoča seveda manjšo izbiro nekih manj splošnih predmetov, ampak temeljne predmete ravno tako dobite. Kaj vse še ponujamo poleg študija v predavalnicah? Ne poteka vaš študij samo v predavalnici, gremo tudi na teren, obiščemo kakšno kulturno ustanovo, gledališko uprizoritev, film, imamo različna gostovanja domačih in tujih predavateljev, prirejamo študentske konference, mednarodne študentske izmenjave, potem različne ekskurzije, del tega bodo potem kasneje predstavile tudi študentke. Glede razpisnih mest, redni študij 30 enopredmetnikov in 75 dvopredmetnikov vpišemo in pa nekaj mest je potem namenjenih tudi izrednemu študiju, torej tistim, ki ob študiju še redno delajo. V pomoč pri študiju vam bo naša knjižnica, oddelek za slovenistiko ima knjižnico, ki je bila ustanovljena že leta 1919. Od takrat se je v knjižnici zbralo več kot 130.000 enot gradiva, tako da marsikaj, kar boste pri študiju potrebovali, boste našli že v drugem nadstropju. Pa še to, Filozofska fakulteta ima zelo razvit tudi tutorski sistem, kar pomeni, da so vam starejši študentje v pomoč, ko pridete, ko se še ne znajdete. Tudi danes so z nami oddelčne tutorke, ki vam bodo še več o tem povedale.
In pa za vse tiste Filozofska fakulteta omogoča tudi veliko prilagoditev. Naj bo to za študente s posebnim statusom, od vrhunskih športnikov, priznanih umetnikov, do mogoče ljudi, študentov, ki imajo kakršnekoli zdravstvene zadržke. Tukaj vam tudi fakulteta pride na pomoč. Zaželim vam lahko samo še to, da če se boste odločili za študij slovenistike, ste seveda oktobra dobrodošli na našem oddelku, ste pa dobrodošli že v času zimskih počitnic, ko imamo teden odprtih vrat. Na spletne strani Filozofske fakultete so našteta vsa tista predavanja, kjer se lahko v času zimskih počitnic nam pridružite, nas obiščete in tudi v živo spoznate, kako izgleda študij slovenistike. In pa še, če bi želeli še kakšna druga, natančnejša v zvezi s študijskim programom, je ta dostopen na spletni strani. Tako, to je bilo zdaj nekaj takšnih, zgoščenih informacij. Zdaj pa me bodo dopolnili še kolegi in kolegice z oddelka. Najprej kar predajam besedo profesorici Alojziji Zupan Sosič, ki na našem oddelku poučuje literarne predmete. Izvoli. Hvala, Mateja. Dober dan, lepo pozdravljeni. Ker je že naša predstojnica si zelo želela, da bi začutili ta stik s književnostjo, bom tudi jaz nadaljevala v tem duhu in vas bom pozdravila z znanimi besedami, pa bomo potem se pogovorili o njih. Naša literatura je šla zelo visoko, v bodočnosti pa pojde še više. Kakor grška in rimska, kakor vsaka literatura sploh, pa tudi bo tudi naša oddala svoje sokove vse človeštvo. In jaz menim, da jih bo oddala veliko. Noben narod ni tako optimističen, kakor slovenski. Optimizem pa je pravica zdravja in mladosti. In mi vsi, kar nas je, in veliko nas je, smo optimisti. Zato pravim, pri nas se bo razvilo krasnoslovstvo, silna lirika, krepka dramatika. Te visoke besede o naši književnosti je napisala zelo znana oseba, mogoče veste kdo. Vam kar na začetku zastavljam uganko, lahko se oglasite, ker imate možnost, samo pritisnete pa poveste. Ne bo nobene nagrade, pa tudi nobene kazni, če bo napačno. A ima kdo kakšen odgovor? Ne slišim. Dobro. Zdaj, da vas ne bomo predolgo čakali, ali pa vas je mogoče še strah, ker ne veste, kakšna sem jaz profesorica. Mogoče je pa v chatu. Ne, to ni. Torej, to je Ivan Cankar. Te besede je povedal Ivan Cankar. Zdaj ste se pa verjetno vprašali. Ja, verjetno ste presenečeni, da je to napisal Ivan Cankar, vsi tisti, ki seveda še ne poznate tega citata. Zakaj? Ker veliko od vas najbrž, ali pa kar nekaj ljudi, meni, da Cankar je bil zelo pesimistična pojava, da je tudi pisal zelo pesimistično, nekateri celo rečejo Cankarja, pa ne bomo tako z veseljem brali, ker ima tako travmatične dogodke, ker se ukvarja stalno z neko negativno kritiko. Mi vam bomo na oddelku predstavili na tak način, kot sem jaz to zdaj začela slovensko književnost. Se pravi, da bomo govorili o teh stvareh, ki jih že zelo poznate. Ivana Cankarja seveda vsi poznate njegova dela, ampak bomo poskušali približati ta dela tudi na nek bolj nekonvencionalen način. Torej, ne bomo izhajali iz tistega, kar že vi kot neko stereotipno veste, da je bil Cankar zelo kritičen, to vemo, ampak bomo poskušali pokazati tudi, kako je bil optimističen, kako je pravzaprav zelo cenil slovensko književnost. Ker je zelo cenil slovensko književnost, je tudi večkrat kritiziral. In kako bomo to počeli pri študiju književnosti? Tako kot smo že prej slišali, bomo sistematično se ukvarjali s književnostjo, in sicer imamo predmete, ki se bodo sistematično ukvarjali z vsemi tremi literarnimi zvrstmi, torej z liriko, epiko, dramatiko, na obeh stopnjah. Torej, že na prvi stopnji in na drugi stopnji bomo ločili književnost glede na zvrst, hkrati bomo ločevali književnost tudi glede na časovno
perspektivo. Se pravi, bomo se ukvarjali s starejšo književnostjo, z novejšo in pa sodobno književnostjo. Za sodobno mislim tisto, ki je se pojavila po drugi svetovni vojni oziroma tam okrog leta 1950. Kako bomo to počeli? Tako, verjetno si že predstavljate, ne? Tako, da boste o književnosti poslušali predavanja, na prvi stopnji imeli tudi vaje, torej ne boste samo nas poslušali, ampak boste tudi sami nekaj napisali, boste na vajah določene stvari poskušali, raziskovali in na prvi stopnji že imeli tudi seminarje. Še več seminarjev bo pa na drugi stopnji, ker je pač študij tako strukturiran, da se seminarji seveda povečujejo, ko se tudi vaše znanje povečuje. In zdaj, če malo še pogledamo, kakšna je razlika med seminarji, ker niso spet vsi, ne na prvi, ne na drugi, niso vsi podobni, ne? Glede tega, da ste seveda na drugi stopnji imate že veliko več znanja. Jaz sama, če lahko iz svojih izkušenj povem, najbolj uživam z vami, rečem kar z vami, ker vem, da sigurno nekaj vas bo prišlo, a ne sem, na literarnem magistrskem seminarju. Se pravi, na drugi stopnji, v drugem letniku, si boste lahko izbrali literarni magistrski seminar, potem seveda na jezikoslovju tudi jezikoslovni magistrski seminar. In tam boste pa že res, torej, preden greste od nas, imeli ogromno znanja. Naprimer, v mojem seminarju boste napisali seminarsko nalogo in potem boste vodili okroglo mizo o tistem romanu, ki ga boste vi sami obdelali oziroma o katerem se bomo potem lahko vsi skupaj pogovarjali. Zakaj se mi zdi ta dialoški način zelo pomemben za nas, ki smo humanisti? Mislim, da to, če vi kakšno informacijo izgubite, ko poslušate predavanje, ni nič hudega. Zelo pomembno je, da vi sami se naučite poiskati informacijo, da vi sami razmišljate o književnosti, pa potem o jeziku, ne, o tem bo še moja kolegica govorila. Se pravi, da smo nekako razmišljamo o stvareh, da smo odprti, da se naučimo eno drugega. In jaz sem, zakaj to toliko vesela literarnega magistrskega seminarja, ker se veliko naučim od študentov in študentov. Prej je že predstojnica povedala, da naše srečanje ne bo ex cathedra samo, ne, torej mi ne bomo samo predavali, torej bomo imeli veliko dogodkov. Jaz bom omenila še to, kar jaz sama recimo še ponudim zraven torej svojih predmetov. Skupaj s profesorico Matejo Pezir-Baltor vas odpeljemo v gledališče, jaz vas odpeljem na literarni sprehod po Ljubljani. Skupaj smo si že ogledali letos že novembra film, torej tudi film gremo gledati, običajno tudi na kakšno likovno razstavo, če je čas, še kakšna glasba. Se pravi, poskušamo se ozavestiti, da literatura ni sama, literatura je vedno v sklopu umetnosti. In zdaj, če zaključim, ker vem, da imam danes zelo malo časa, se bomo še več pogovarjali, ko pridete k nam. Bi rada povedala, da če bi vas videla, ne, če bi zdajle stala v predavalnici, bi vam lahko povedala, da ste razdeljeni v 3 skupine. Tako kot vas poznamo, ne, iz svojih izkušenj. In sicer, v prvi skupini ste tisti, ki ste 100% in veste, da boste prišli k nam in imate radi in jezik in književnost. V drugi skupini ste tisti, ki imate malo rajši književnost, pa malo rajši pač jezika, ne. V tretji skupini pa zdajle ste tisti, ki me poslušate in si rečete, ja, saj je še sploh nič, ne vem, bom šel k vam ali ne. In to je seveda čisto normalno, ste poslušate samo zato, da bi dobili neke informacije. In ravno za vas, dragi vsi, ki ste v tretji skupini, priporočam, da si preberete besedilo oziroma pripoved Marjana Rožanca, roman o knjigah. Jaz mislim, ko boste to prebrali, vas bo to besedilo navdušilo za književnost, če ste zdaj mogoče malo preveč še taki negotovi, ne, pa ne veste, kako bo s književnostjo. Zdaj pa, da ne boste vsi ostali pa užaljeni, ne, ker sem samo tretji skupini dala eno berilo, ki si ga lahko pogledate, bi pa se na koncu poslovila od vas s pesmijo, bi vam prebrala pesem lanskoletne nagrajenke Tine Kozin, za to pesniško zbirko Ne bo pod vodo je dobila nagrado, Jenkovo nagrado. In ker bi vam rada še veliko stvari povedala, bom to povedala s to pesmijo in tako tudi zaključila. Nekaj sem ti hotela povedati, pa sem ti odlomila vejo. Ne njeno,
ne tvoje življenje, ne bo zato nič manj pritrjeno. Zdaj v vazi prestreza različne svetlobe in poganja tvoje korenine. Jaz želim, da bi vaš študij na slovenistiki bila ena pomembna veja vašega življenja in mogoče boste pri nas tudi pognali svoje korenine. Lepo se imejte. Zdaj pa bi rada predala besedo svoji kolegici, redni profesorici Simoni Kranjc, ki je pa profesorica seveda za jezikoslovje. Hvala, draga Alojzija. Spoštovane dijakinje in dijaki, morda tudi kakšen starš med vami. Lepo vas pozdravljam tudi v imenu kolegic in kolegov, ki smo zbrani na jezikoslovnih katedrah. 8 profesoric nas je, 2 profesorja in en asistent, tega boste spoznali tudi malo kasneje. Naš skupni namen pri jezikoslovnih predmetih je, da vam enostavno pomagamo spoznati slovenski jezik v vseh njegovih razsežnostih. Od sistema do rabe, od njegovih zgodovinskih pa vse do socialnih različic. Temeljne vsebine boste seveda spoznavali pri temeljnih obveznih predmetih. Pri enopredmetnih študentih je teh temeljnih vsebin nekoliko več, pri dvopredmetnih, kjer pa je seveda izbira torej omejena, jih je nekoliko manj. Poglabljali bomo razmišljanja in predstavljali bolj specifične teme, žanre, diskurze, tudi sistemska vprašanja, seveda tudi pri obveznih izbirnih in pa neobveznih izbirnih predmetih. Morda se na prvi pogled, verjamem, da ste namreč pogledali naš predstavitveni zbornik, zdi, da je teh izbirnih predmetov izjemno veliko, celo nekoliko več pri dvopredmetnih študentih. Moram vam namreč povedati, da tiste temeljne vsebine, ki jih ponujamo posebej za enopredmetne študente, odpiramo tudi kot izbirne predmete za dvopredmetne študente. Se pravi, da vam zares nekako ponujamo kar veliko možnosti, da precej individualizirate svoj študijski program. Izbirni predmeti vam namreč omogočajo, da izberete prav tiste predmete, ki so vam morda pisani bolj na kožo. Če kakšno leto slučajno izbranega izbirnega predmeta ne bo na urniku, vam zagotavljam, da si ga boste lahko izbrali kasneje, v katerem od drugih torej letnikov, kajti med izbirnimi predmeti lahko našimi oddelčnimi lahko izbirate tudi v košarici torej širših, odprtih izbranih predmetov, ki jih je prej omenjala tudi že predstojnica. Jaz sem prepričana, tako kot je pred mano nekako vas opozorila na vaše interese oziroma vas soočila s temi različnimi interesi že moja kolegica. Prepričana sem, da je zagotovo med predmeti vrsta takih, ki se vam zdajle nekako ne zdijo ne želite si jih najbolj, ali pa zaradi njih morda celo oklevate, ali bi se vpisali na naš študijski program. Ne pustite se prestrašiti, oziroma lahko rečem tudi, pustite se presenetiti. Če parafraziram morda izrek Wittgensteina, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Enostavno naš svet, pa tudi razumevanje besedila bomo poskušali skupaj razširjati. In sicer tako, da bomo spoznavali jezik z vseh njegovih dimenzij oziroma vseh njegovih kontekstih. Tako pri tem nam bodo pomagale tudi številne druge dejavnosti in pa projekti. Jaz mislim, da ne smem pozabiti oziroma pač moram enostavno omeniti tudi številne študentske projekte, ki vam dejansko omogočajo potem še razširjanje določenih vsebin, za katere se recimo še posebej zanimate.
Da pa bi morda že prej videli, kako ta naša predavanja, vaje in seminarji potekajo, vas vabim tudi na teden odprtih vrat, in sicer od 21. februarja do 25. februarja. Na spletni strani Filozofske fakultete boste našli razpored predavanj, ki jih odpiramo tudi za vas. Prisrčno vabljeni, morda vas bo to spodbudilo k odločitvi za vpis na naš ali pa na kateri drug program na Filozofski fakulteti. Če danes ne boste dobili vseh odgovorov na vaša vprašanja ali pa če ne boste razrešili vseh dilem, smo vam seveda na voljo tudi po elektronski pošti. Na spletni strani oddelka najdete naše elektronske naslove. Če boste malo pobrskali, boste našli tudi naše slike, ne čisto vseh. No, jaz upam, da se bomo videli brez mask tudi oktobra s tistimi, ki boste prišli. Danes imamo to možnost, a ne? Skratka, pišite nam in poskušali vam bomo pomagati, poiskati odgovore za vas in vam na ta način morda olajšati vašo odločitev. Seveda pa boste veliko odgovorov na vaša vprašanja dobili tudi potem od naših študentov oziroma študentk tukaj. In v nadaljevanju se mi zdi pa morda tudi še zares kakšna zelo koristna informacija, kako potekajo različne oblike našega dela. Tudi na jezikoslovju namreč poleg predavanj enostavno vsebine predstavljamo v obliki seminarjev in vaj, kako potekajo vaje in malo več informacij o njih pa vam bo zdaj predstavil naš kolega, najmlajši na oddelku, asistent Luka Horjak. In Luka, predajam vam besedo. Hvala za besedo. Jaz bi vam najprej rad pokazal eno sliko, tako da ne govorim samo, da se boste lažje predstavljali. Na sliki je naša učilnica za fonetiko. Fonetika je področje, ki se ukvarja z govorom, se pravi s tisto najnižjo ravnjo jezika, najbolj pisano, če smem tako reči, ker se tudi sam z njo ukvarjam. Uporabljamo slušalke, imamo posebno tehnologijo, da se bolje slišimo, da lažje razumemo drug drugega, popravljamo kakšno izgovarjavo, preverjamo, kaj slišimo. Dostikrat ugotovimo, da ne slišimo vsi isto, čeprav vsi poslušamo isti vir. Tako da so to res prijetne vaje, pri katerih spoznavate svoj govor, knjižni govor, kakšne so razlike in tudi ugotavljamo, kaj je tisto, kar se nam zdi v normi oziroma kodifikaciji tega našega knjižnega jezika nekoliko zastarelo oziroma neživo. Tako da vsako leto je kakšna oblika več na tapeti, ki se vam študentom, našim bodočim študentom, zdi nekoliko pase, da tako rečem. Potem da se predstavim na drugo prosojnico, še dve sliki, to je naš studio na fakulteti v Kleti, ki ga uporabljamo za različna snemanja. Ko govorimo o teh snemanjih, seveda pri teh snemanjih ste udeleženi študentje, lahko posnamete kolegice, kolege, naredite kakšno raziskavo z področja govora ali pa kakšne druge vsebine. In potem, ko naredimo tako raziskavo, imamo tukaj na levi en prikaz, in sicer gre za razporeditev samoglasnikov, gre za samoglasnike enega študenta in ene študentke in potem lahko primerjamo, kakšne so vrednosti teh naših samoglasnikov čisto fizikalno. Torej se da vse v jeziku tudi izmeriti, preveriti, pri besedilih pa recimo uporabljamo korpusno metodo ali kaj podobnega. Tako da so vaje res tisti praktični del, kjer pogledamo, ali tista teorija, ki ste jo obravnavali, res drži, ali so kakšna odstopanja, tako da je stvar še izpopolnjena. Tudi sami seveda lahko predlagate kakšne spremembe, nove ugotovitve, ki se potem lahko razvijajo v diplomske, magistrske naloge in tako naprej. In pa še na tej prosojnici imam tudi eno spletno aplikacijo, ki je nastala vsaj deloma na našem oddelku, in sicer karto slovenskih narečij, kjer imate razne posnetke narečnih govorov in te narečne govore, te posnetke so naredili naše študentke in študentje pri različnih predmetih, tako da se res
ukvarjamo z jezikom v vseh razsežnostih. Tako da vabljene in vabljeni, da se nam pridružite. Tako, predajam besedo profesorici Nataši Pirih Svetina. Jaz vas pa lepo pozdravljam, vse vas, ki mogoče v tem trenutku razmišljate tudi o možnosti vpisa na Filozofsko fakulteto, na študij slovenščine. Trenutno sem na tem oddelku za slovenistiko koordinatorka za mednarodno sodelovanje. In to pomeni, da bi vam rada predstavila tudi možnosti mednarodnega udejstvovanja in izmenjav, ki se vam ponujajo ob študiju slovenistike, čeprav mogoče o mednarodnih razsežnostih slovenščine do zdaj sploh še niste razmišljali. Torej, če se odločite za študij slovenščine, to nikakor ne pomeni, da boste primorani ostati doma, medtem ko bodo vaši kolegi na drugih fakultetah, oddelkih, študijskih programih odhajali na študijske izmenjave v tujino. Tudi slovenščina in slovenistika sta namreč povezani z različnimi univerzami v tujini. Trenutno grejo lahko naši študenti kar na 26 različnih univerz v 14 različnih držav. Na marsikateri od teh univerz se naši študenti srečajo s svojimi kolegi, ki tam se učijo ali celo študirajo slovenščino. Več o tem vam bo povedal kolega, ki prihaja za menoj. To pomeni, da se boste imeli v tujini možnost srečati s kolegi, ki študirajo slovenščino tako kot vi, ampak to počnejo mogoče v Italiji, v Avstriji, na Češkem, na Poljskem. Na oddelku študijske izmenjave, ki ponavadi trajajo takole en semester, zanje pa se na prvi stopnji odločajo predvsem študenti 3. letnika, se pravi, da imate še kar nekaj časa, tovrstne izmenjave zelo spodbujamo, zelo priporočamo. Zdi se nam celo, da se zanje odloča premalo slovenistov in možnosti, ki so danes, še zdaleč niso izkoriščene. Pa bi bilo dobro, da bi bile, ne? Dobro je kdaj pogledati v svet, izkusiti drugačno življenje, spoznati druge kulture, seznaniti se še s kakšnim jezikom, imeti izkušnjo, biti Erasmus študent. To vam vsem zelo z veseljem privoščimo, sploh tisti, ki sami take možnosti v času svojega študija sploh nismo še imeli. Na fakulteti sicer za izmenjave nekako centralno skrbi mednarodna pisarna. Mislim, da to počne zelo dobro, da ponuja odličen servis in če vas bo vas kot študente slovenistike mikalo oditi v tujino, vam bom pa seveda tudi sama z veseljem na voljo. In zdaj, glede na to, da se sama nekako ukvarjam z mednarodno dimenzijo slovenščine, predajam besedo kolegu, vodji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, doktorju Damjanu Huberju, ki bo še več povedal o teh mednarodnih razsežnostih slovenščine. Damjan, beseda je tvoja. Najlepša hvala, Nataša. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Kot že rečeno, povedal bom nekaj informacij o Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki je del oddelka za slovenistiko. Smo dislocirana enota in smo trenutno na Trubarjevi 3, čisto v centru Ljubljane, pri Prešernu, bi lahko rekli, na Prešernovem trgu. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, že kot ime pove, se ukvarja slovenščino kot tujim jezikom. Trenutno ste na informativnem dnevu in se zanimate za študij slovenščine predvsem kot prvega jezika, vendar že na oddelku v študijskem programu, za katerega se zanimate, je tudi nekaj predmetov, kjer boste lahko izvedeli marsikaj o slovenščini kot tujem jeziku. No, tisto, česar pa tam ne boste izvedeli v okviru rednega študija, pa lahko potem se pozanimate pri nas, kjer se ukvarjamo slovenščino kot tujim jezikom v zelo širokem smislu. Pripravljamo oziroma organiziramo tečaje slovenščine za odrasle, več kot
več kot 20 različnih tečajev, kar se po dolžini tiče in pa nivoja. Potem izvajamo izpite iz znanja slovenščine kot tujega jezika na nacionalni ravni, ki jih ljudje potrebujejo, če želijo na primer študirati v Sloveniji, delati v Sloveniji ali pa mogoče zaprosijo za slovensko državljanstvo. Potem ukvarjamo se z založniško dejavnostjo, pripravljamo in izdajamo knjige, učbenike, ki so v pomoč pri učenju in poučevanju slovenščine kot tujega jezika. Vse to počnemo tako za odrasle kot za otroke in mladostnike. Tudi na primer moje kolegice, sodelavke, na primer pripravljajo različne učne načrte za otroke migrantov, ki se vključujejo v slovenske osnovne in srednje šole, vrtce in tako naprej. Kot je bilo že večkrat danes omenjeno, se slovenščina poučuje tudi izven meja Republike Slovenije in koordiniramo mrežo skoraj 60 univerz, na katerih se poučuje slovenščina v okviru lektorata ali pa celo lahko študentje, vaši mogoče bodoči kolegi, tudi študirajo slovenščino na univerzah v tujini. Večinoma seveda kot slovenščino kot tuji jezik, na 2 univerzah pa tudi kot prvi jezik, enako kot na primer v Ljubljani. Pripravljamo mednarodni seminar slovenskega jezika, literature in kulture, kamor poleti prihajajo vaši bodoči, spet bom rekel morda, kolegi, študenti slovenščine iz tujine, s katerimi se potem lahko tudi naši študenti, ki slovenistiko študirajo v Ljubljani, družijo na najrazličnejše načine, kot študentska pomoč, kot konverzatorji, ki se pogovarjajo s svojimi kolegi iz tujine. To je mednarodna prireditev, ki se, kot rečeno, udeležujejo študenti iz tujine in je nekako dodatek, dopolnilo tistega, kar že celo leto počnejo v tujini na univerzi. Potem organiziramo mednarodni znanstveni simpozij obdobja. Tukaj lahko vsako leto poslušamo vsi skupaj različna predavanja na določeno temo. Letos je tema, na primer, slovenščina kot drugi in tuji jezik. Čisto po naših, oziroma se opravičujem, kolegica Nataša Pirih Svetina je skupaj z mojo sodelavko Ino Ferbežar, predsednica tega simpozija letošnjega in se bomo pogovarjali o slovenščini kot o tujem jeziku. Se pa vsako leto menja, enkrat je tema literarna, drugič jezikoslovna, in spet literarna, spet jezikoslovna in tako naprej. Vse kadre, ki se ukvarjajo s slovenščino kot tujim jezikom, tudi izobražujemo dodatno, tako tiste, ki poučujejo, kot izvajajo izpite, na primer pišejo učbenike, lahko pridejo k nam na izobraževanje. To je zemljevid sveta, kjer lahko vidite modro barvo in v teh državah se poučuje slovenščina na univerzah v tujini. Vidite, da je večina to v Evropi, izven Evrope pa je to v Argentini, v ZDA, na Kitajskem, na Japonskem, manjka nam seveda še kakšen lektorat ali pa študij slovenščine v Avstraliji in pa v Afriki, kar se celin tiče. Trenutno se slovenščina poučuje na 59 univerzah po vsem svetu, v 25 državah, in na 28 državah, na 28 univerzah lahko študentje tudi diplomirajo iz slovenščine, tako kot je že rečeno, na Univerzi v Ljubljani. Veliko študenti tudi sodelujejo, študenti slovenščine sodelujejo tudi pri naših dejavnostih, na primer pri organizaciji različnih naših dejavnosti, lahko že tudi hospitirajo in poučujejo na naših tečajih, gostujejo, kot rečeno, preko Erasmusa, največkrat Erasmus izmenjav na naših lektoratih, študijih na tujih univerzah,
Se pravi, vi pridete tja seveda kot študent slovenistike iz Ljubljane in lahko tam že tudi sodelujete z našimi učitelji, lektorji, ki tam poučujejo in tako že tudi sodelujete strokovno na teh lektoratih in študijih. Lahko seveda tudi na temo slovenščine kot tujega jezika upravljate različne seminarske, pišete diplomske, magistrske naloge, področje je še odpira veliko možnosti, da se s njim ukvarjate. Ko pa enkrat diplomirate, magistrirate, pa seveda obstaja tudi veliko možnosti strokovnega oziroma zaposlitvenih možnosti. Kot je že bilo prej rečeno, časi so taki, da tudi na področju slovenščine kot tujega jezika primanjkuje kadra, primanjkuje učiteljev, primanjkuje ljudi, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi. In lahko seveda pred leti tega mogoče nismo mogli najbolj reči in pač biti prepričani, da boste dobili po študiju delo na tem področju. Danes pa lahko rečemo, da je tudi to področje v tako velikem razponu oziroma razvoju, da po študiju absolutno, če se želite s tem ukvarjati, se boste lahko na takšen ali drugačen način. S tem končujem s predstavitvijo naših dejavnosti in predajam besedo študentkam, ki vam bodo predstavile seveda dogajanje na našem oddelku tudi z vidika študenta, tako kot študentje vidijo delovanje slovenistike. Hvala lepa. Hvala za besedo, takole lep pozdrav še iz študentskih krogov. Naš oddelek ima trenutno 3 študentske predstavnice. To sem jaz, Tamara Štelk, ki sem predstavnica v študentskem svetu. Potem je tudi Anja Zidal, ki je predstavnica študentskih organizacij, pa Monika Podlogar, ki je tudi danes z nami, ki pa je koordinatorka tutorjev. Pa mogoče jaz kar Moniki takoj predajam besedo. Hvala za besedo, Tamara. Pozdravljeni, jaz sem Monika Podlogar in sem letos koordinatorka tutorjev na našem oddelku. V glavnem na Filozofski fakulteti imamo tudi sistem tutorstva, kar pomeni, da boste, ko boste prišli na oddelek, vsi dobili v bistvu enega tutorja, ki vam bo pomagal pri tem prehodu iz srednješolskega življenja na fakulteto. Torej, tutorji in tutorke smo študentje in študentke starejših letnikov, ker imamo že kar nekaj izkušenj z samim študijem, tako da vam nekako pomagamo. Na eni strani nas lahko vprašate v bistvu karkoli, lahko recimo o samem študiju, o izbirnih predmetih, lahko vam kaj predlagamo, lahko recimo kako potekajo kakšni izpiti, kako se prijaviti na izpite. Na drugi strani pa lahko tudi nas vprašate v bistvu karkoli o študentskem življenju, o druženjih, o študentskih bonih, o javnem prevozu, če kateri še ne boste tako dobro poznali Ljubljane in tako. Tako da, če boste prišli na naš oddelek, nikakor ne boste sami, ampak boste imeli že takoj veliko podpore. Tudi smo zelo družaben oddelek oziroma se veliko trudimo v tej smeri, kar nam kar uspeva. Vsako leto organiziramo brucovanje, to je neka zabava z izzivi, na kateri potem postanete pravi študentje in študentke. Imeli smo vsako leto tudi spoznavni vikend, mislim, razen zdaj med korona je bilo malo omejeno, ampak sem prepričana, da potem prihodnje leto spet bo, na katerem pač spoznate svoje sošolce, spoznate pa tudi veliko višjih letnikov in je to res taka priložnost za povezovanje z veliko ljudmi iz oddelka in tudi sklepanje novih prijateljstev. Potem imeli smo vsako leto tudi tutorsko čajanko, ponavadi je bila v decembru, ki je bila včasih tudi bolj literarno obarvana. Imeli smo kakšne družabne igre, pili smo čaj, seveda. Imeli smo izmenjavo knjig, na primer. Potem imeli smo letos recimo že drugič praznični kviz oddelka za slovenistiko, ki je v bistvu tudi kar bil tak zabaven. Potem imamo ponavadi tudi kakšne literarne večere, kjer lahko tudi kakšni študentje nastopajo ali pa dobimo kakšne goste.
ponavadi so tudi profesorji prisotni. Tako da ja, smo precej družaben oddelek, tako da vam res priporočamo študij slovenistike, tudi z tega vidika. V glavnem, ja, še mogoče predam še Tamari besedo, nekaj mojih izkušenj s študijem slovenistike. Zdaj kot prvo, kot sem že omenila, družba, torej v redu sošolci, dogajanje na oddelku, tudi na splošno je na oddelku tako sproščeno vzdušje, imamo dobre profesorje, so prijazni, predajo nam veliko znanja in pa tudi recimo, kar se tiče zaposlitvenih možnosti, če vas to kaj skrbi, ne vem, kot študentka že magisterskega programa, lahko povem, in moje izkušnje in pač izkušnje številnih sošolcev, da pač že tekom študija dobivamo najrazličnejše ponudbe za kakšno delo, recimo lektoriramo, pišemo članke, tudi na šoli lahko nadomeščamo, oziroma tako da s tem res ni nekih problemov. Imamo pa tudi v glavnem zelo je širok program, lahko se sami usmerite ali v recimo literaturo, jezikoslovje, lahko v pedagoško smer učite na šoli, odvisno kako se odločite, no, tako da jaz res priporočam to izbiro, ki jo sama res ne obžalujem. Zdaj pa še Tamari predajam besedo, da do konca pove še o dogajanju na oddelku. No, mogoče še ena taka zanimivost na našem oddelku, ki sicer ni organizirana s strani študentov, smo pa študenti je vedno pomemben in ključen del tega, je recimo tudi popotovanje iz Litije do Čateža, se pravi ta naš literarni sprehod, če tako rečem, ki je organiziran vsako leto, tradicionalno, zdaj že mnogo let, tukaj je nekaj slik. In to je v bistvu še en tak način, da se še bolj povežemo in študenti med sabo in študenti s profesorji. In res že ta obiskanost je en tak dokaz, koliko dobro vzdušje je na oddelku in koliko smo veseli zmeraj, ko lahko skupaj kam gremo, se malo podružimo. Tako da zelo lepo vabljeni, tudi če se vpišete k nam, potem da se nam pridružite vsaj enkrat. Jaz mislim, da vsak slovenist mora vsaj enkrat iti na to lepo potovanje, ga dati skozi, da reče, da potem je ta prav slovenist. Potem tisti, ki ste pa še malo bolj naravnani na malo višje ležeče lege, pa mogoče še Kekčeve poti, to je pa tak visokogorniški izlet bolj, se pa vsako leto menja trasa, se pravi, res se grejo hribe, tukaj je ponad malo manj deležbe, samo za tiste najbolj trpežne, tako da tudi nekaj slik iz preteklih let. Takole, potem seveda se trudimo organizirati čim več tudi nekih dodatnih priložnostnih izletov, ekskurzij. Zdaj tukaj tale slika levo je nekaj let nazaj, smo šli po tistih vaseh pod Stolom, se pravi Doslovče, Vrba, Žirovnica in tako dalje, si malo pogledali tiste kraje, ki so seveda pomembni tudi z literarnega vidika. Potem ekskurzija v Sarajevo zgoraj, potem spodaj je en tak spoznavni izlet lanski, s katerim smo na nek način malo nadomestili ta manko spoznavnega vikenda mogoče, je bil predvsem namenjen študentom nižjih letnikov, tako da se res trudimo, da čim bolj popestrimo dogajanje, da ni zdaj samo neko sedenje za knjigama, da vas ne bo to skrbelo. Seveda je pa tudi en pomemben del našega študija. No, potem na našem oddelku izhaja tudi revija Besedoholik, ki je tudi tukaj na sliki, se pravi, če radi kaj pišete, lahko potem izkoristite priložnost pa objavite v tej naši reviji. Zdaj trenutno se vzpostavlja tudi dramska skupina, jaz upam, da to naslednje leto bo že delovalo, tako da se lahko tudi temu pridružite. No, študenti pa, kot smo že prej slišali, seveda radi sodelujemo tudi pri raznih projektih, kakšne prispevke mogoče objavimo, recimo, oziroma predstavimo na simpoziju obdobja, še kje drugje, no tukaj je pa en tak študentski projekt oziroma simpozij Slovan, Slovanov, Slovan, ki je tudi v bistvu presegel na meje Slovenije, je bil potem že res mednarodni projekt in tudi tale zbornik je potem nastal. Zdaj mogoče res še ena moja lastna izkušnja, bi se kar strinjala z vsem, kar je Monika že prej povedala, pa mogoče če dodam oziroma poudarim to, kar smo zdaj že omenjali. En velik plus naše fakultete je zagotovo ta izbirnost oziroma ta možnost, da res poglobiš tudi na tistih področjih, ki tebe osebno najbolj zanimajo. Zdaj, če čist iz lastne situacije povem, sem mogoče bolj usmerjena v književnost kot v jezik,
imam vedno možnost, recimo, poleg teh nekih projektov, seminarskih nalog, tudi z izbirnimi predmeti na nek način si malo prilagoditi predmet, nekaj dodati še mogoče kakšen predmet na našem oddelku, si izbrati mogoče kaj na primerjalni književnosti, na drugih jezikih književnosti, se pravi, cel kup nekih načinov je, kako si še popestriti, še poglobiti to. Tako da res mislim, da tudi vedno je možnost, da delaš na tistih področjih, ki te zanimajo. In tudi profesorji vedno so na voljo za kakršnokoli pomoč, za kakršnokoli dodatno usmeritev. Tako da to je zagotovo en velik plus naše fakultete in našega oddelka. Tako. Zdaj pa vračam besedo naši predstojnici. Hvala lepa vsem nastopajočim. Ko sem vas takole poslušala, jaz bi se zagotovo še enkrat vpisala na slovenistiko. Skratka, res hvala vsem dijakom in dijakinjam, ki ste prišli, ki ste preživeli zdaj ta uradni del to popoldne z nami. Zelo veliko informacij je bilo, nekako zdaj zaključujemo ta uradni del, ampak to še ne pomeni, da smo končali. Kot sem že uvodoma napovedala, seveda lahko ostanete še na povezavi in se z našimi študentkami lahko še pogovorite, vprašate vse tisto, kar vas mogoče še zanima, pa v naši predstavitvi nismo zaobjeli. Tudi jaz bom končala z mislijo Ivana Cankarja, ko je pisal dramatiko, je rekel: "Tu je moj talent in moja moč. Želim vam, da bi našli svoj talent, da bi našli, katera pot je tista, kjer ste najmočnejši, zato ker na tisti poti boste najbolj uživali, tista pot vas bo najbolj izpolnila in posledično boste na njej tudi najbolj uspešni." Tako da jaz vam res želim, da boste našli tisto pravo usmeritev, da se boste vpisali tja, kjer boste čutili svoj talent in svojo moč. Tako da srečno pri izbiri, jaz vam želim, da se boste dobro odločili in seveda, da se v čim večjem številu potem srečamo oktobra v drugem nadstropju na oddelku za slovenistiko. Hvala lepa vsem. Hvala, adijo. Tako, zdaj pa predajam